TV. Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A poskusimo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Zdaj pa bi vam rada nekaj povedala. A vas zanima? Ja, veste, jaz imam doma poštni nabiralnik. Kaj? Tudi vi imate poštni nabiralnik? Ja, kdo pa vam tja notri prinese stvari? Kdo? Poštar. A to je ta gospod, ki se včasih pripelje s kolesom, včasih se pripelje z motorjem, včasih pa z avtomobilom? Je to ta gospod, ki ima tako veliko torbo, polno pisem in včasih ima tudi čepico na glavi? Je to poštar? Je? Tudi mene je danes obiskal. Paketek mi je prinesel. Kako kakšen paketek? Tale paketek. Ja. Kaj? Zakaj ga še nisem odprla? Veste zakaj? Ker, ko sem pogledala na škatlo, je pisalo Heidi.si. Jaz pa nisem Heidi. Kako je meni ime? Diana sem, tako je. In nisem bila prepričana, da je paketek sploh zame. Ja, lejte, piše Heidi.si. Kakšna Heidi neki? No, potem sem pa razmišljala in veste kaj? Moji prijateljici je ime Heidi. In najbrž mi je ona poslala paketek. Ogromno igrač ima. Ja, in tudi poje. Veste, kako lepo. Pesmico o kužku zagotovo poznate. Naš kuža je hodil sosedi v vas, ga psička vabila je vsak dan na glas. Ob mraku koputke pospravil je spat, je tačke si sčistil in šel vasovat. Točno ta Heidi nam je poslala paketek. In tudi pismo je tukaj za vse nas. Ne, nisem ga še prebrala. Tako sem vznemirjena, da sem čakala, da ga skupaj preberemo. Ne preganjajte me, no, se bom prebrala. A preberem? Le kaj je napisala? Prav radovedna sem. Piše. Čiv, Diana, sem ti prav prikuvan paketek poslala. V njem 8 kock se skriva, na vsaki od njih živalica igriva. Vesela sem, da pesmico o kužku si malčkom zapela, tako sem tudi jaz svoja otroška leta podoživela. Zdaj pa hitro otrokom razkriva, kaj točno se v Heidinem paketku skriva. A pogledamo? No pa dajmo. Evo jo, že prihaja mala kvadratna zelena škatla. Ampak kaj ni Heidi rekla, da so notri kocke? Ja, tudi narisane so kocke, ja, vidim, ampak kako neki je notri spravila 8 kock? No, dajmo odpreti paketek pa seveda, eno v drugo je položila, zelo domiselno. Zdaj pa da vidimo, če zna Heidi res štet do 8. Bomo tudi mi preverili, kaj ne? Prešteli bomo kocke in obenem pogledali, kaj je narisano na njih. No, pa začnimo z najmanjšo. 1, mali slonček. Na drugi kocki sta 2 zebri. Na tretji kocki je, nekakšen meter. Na četrti kocki je glava od žirafe. Na 5. kocki je glava od povodnega konja. Na 6. kocki je glava od krokodila. Na 7. kocki spet nekakšen meter. In na 8. kocki glava od slona. Pa je res 8 kock. Preštejmo še enkrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ste šteli z mano? Jih je res 8? Seveda jih je 8. Kaj pa naj zdaj? Imam idejo. Tukajle je številka 1. Jo vsi poznate? En slonček, ki se igra z rdečo okroglo žogo. Poglejte, kakšen krasen rilček ima. Kam pa je šel zdaj slonček? Prihaja številka 2.
In seveda 2 zebri na drugi strani, 2 progasti zebri. Živite v Afriki, a to vemo? Vemo, ne? Adijo, zebrici! In že je tu številka 3. Na njej pa mravljinčarji, ki izgledajo precej nenavadno. Imajo ogromen kosmat rep, dolgo trdo dlako in majhno glavo tulčaste oblike, v kateri se skriva dolg jezik, s katerim jejo mravljice. Že prihaja številka 4. Pa poglejmo. 1, 2, 3, 4, 4 žirafe. Največja je najbrž mamica in preostale 3 žirafe njeni otroci. Adijo, žirafice. Številka 5 je naslednja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 povodnih konjev je na tejle kocki. Ste šteli z mano? In že prihaja številka 6. Na njej pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krokodilov. Veste, so ena izmed redkih živali, ki so na svetu že od prazgodovine in so bili družba že dinozavrom. In tu je številka 7. Na njej pa nosorog in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krogov. Veste, nosorogi so rastlinojede živali. Dobro slišijo in vohajo, ampak slabo vidijo. In tu je še številka 8. Le kaj skriva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slonov. In če prav vidim, je tudi 8 oblakov. In 8 merilcev. In 8... Hej, počakaj, nisem še dokončala. Ojoj. Gremo naprej. Številka 1. Številka 2. Morda pride številka 3 hitreje, če jo pokličemo. Številka 3. Številka 3, kje si? Aha, tukaj je. Pa pokličimo še številko 4. Številka 4, pridi. Dober dan, številka 4. Številka 5 je naslednja. Številka 5. Aha, tukaj si. Pokličimo številko 6. Številka 6. Katera sledi 6? Številka 7, seveda. In še številka... No, da vas slišim. Številka 8. Tako je, odlično. Zdaj pa vse številke stran, tako. In čas je, da še enkrat pogledamo vse živalice. Slon z rdečo žogo na rilčku, 2 zebri. Na kocki številka 3 so se skrivali mravljinčarji, pa da vidimo, če se spomnite, da so bile žirafe na kocki številka 4 in že prihajajo povodni konji, sledijo jim krokodili in že je tu nosorog in na koncu še slončki. Kocke smo obrnili malo levo, malo desno, spoznali nekaj živali, šteli do številke 8, zdaj pa je čas, da pospravimo. Jaz upam, da tudi doma, ko se nehate igrati, pospravite igrače za seboj. Jih? Kaj to slišim? V redu, zadovoljna sem. No, glejte, kako pospravljam kocke, eno v drugo, od največje proti najmanjši. In že spravljam kocko številka 3, samo še 2 sta mi ostali. Takole, številka 2 in še številka 1. Krasne so tele kocke, kaj ne? Zdaj pa k najpomembnejšemu delu. Zgradili bomo stolp. Mi boste pomagali? Boste držali pesti? Da mi ne bodo kocke padle. Večkrat me je strah, ampak veste kaj? Ne bom odnehala. Dokler stolpa ne zgradim, ne bom obupala. Trud se vedno poplača. Obljubim, da je tako. No, pa začnimo. Takole bom najprej obrnila kocke, pa začnemo številko 8. 7. 6.
4. Dobro. 2. Okay. In še zadnja. 1. Bravo mi! Pa nam je uspelo. Sem rekla, da se trud poplača. A bomo še prešteli? Od 1 do 8 mi boste pomagali, pa gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tada! Vesela sem, da smo danes skupaj šteli, da smo skupaj spoznavali živali in na koncu zgradili tale visok stolp. Zdaj pa zaprimo oči, stisnimo pesti in si zaželimo, da nam Heidi v poštnem nabiralniku še kakšen paketek pusti. Močno stisnite pesti. Jaz pa vam pošiljam močan objem, poljubček in pa do prihodnjič.